Ja, dobro leto je bilo, da rečem leto in pol. Ne morem se zdaj, ne vem, po prsih tolč kot, kako bi rekla, nekega širokega znanja, ne? Ampak pravzaprav lahko rečem, da sem komparativist po srcu. In to zaradi tega, ker sem se tekom življenja oziroma v poklicu res velikrat oslanjala in si pomagala recimo pri delu. In pravzaprav bi Pirjevca na ta način tudi omenila, da je to človek, ki me je razbremenil strahov v zvezi z branjem. In tudi pozneje v zvezi s pisanjem. Da je pravzaprav branje stvar čustvenega spomina, ne podatkov, podatke, letnice, imena, se lahko pozabijo, se lahko preverijo, pogledaš v knjigo, se pravi, ta čustveni spomin je pa zelo, zelo pomemben za igralca. Sicer to ni bila prva, ampak že dolgo časa je res bila pri meni želja, da bi igrala v komediji. In sem, sploh pa po mojih začetkih, ki so, to je pač tako naneslo, da so bili moji začetki bolj filmski, in po kratici v povesti o dobrih ljudeh so se pol kar nizale take žalostne deklice in žalostne zgodbe. Če vam popišem to z eno anekdoto, to je dolgo obdobje bilo res same žalosti, bolezni in umiranja. In potem je pa moja teta, mene ni vprašala, Olga, s kom delaš, kakšno vlogo imaš, kje delate in to, ona je mene vprašala, Olga, a si na koncu živa? In če sem jaz rekla ja, odlično. Jaz hočem s tem reči, da se ne gre za popolno zdaj poistovetenje, da mi zdaj igralci se kar zgubljamo v svojih vlogah in tako naprej. Ampak, če ti iz leta v leto se ukvarjaš, ubadaš, premišljuješ samo v temnih vodah, postane to za igralca težko. Na nek način se te malo prime. Tako da je že zaradi tega v meni bila ta želja in ta manjko sem vse bolj in bolj čutila. Mali utrink recimo tega komedijanstva oziroma v najboljšem pomenu besede je bilo pri Glubiču, ko smo omenjali v gledališču Proces. Potem je bilo v predstavi Svinčnik piše srcem in seveda Klovni. In Klovne imam res za prelomnico in pravzaprav to sem se nekako, ker jaz na to vprašanje o najljubših vlogah nikakor ne morem odgovoriti, pa to niso fraze nobene, ampak to dejansko je res. Ampak bi pa, zdaj ko sem tudi upokojenka pa babica, lahko mogoče rekla, da pravzaprav tako bi rekla, da vsak človek ima svojega klovna. In ni stvar, da si to takoj predstavljamo, da je to neko malo bitje, ki tam teka z rdečim nosom. Ampak da ima vsak človek svojega klovna v tem smislu, koliko je očuval in čuva otroka v sebi. In če bi poskusila klovna definirati, je pravzaprav to večni otrok, ki je dobronameren, ki čustvuje in je vesel in je žalosten, ki ga kaj všpič, ne izhudobije, ampak recimo, da ga temperament zanese. In zato pravim, vsak človek ima svojega klona, treba ga sicer poiskati. In ko smo mi to predstavo delali, sem ga jaz poiskala, oziroma se ni bilo tako lahko. Moj Pepe je nastajal in to, da rečem, res iz Olge otroka.
In če zdaj pa vse to skrb zaobjamem, moje življenje in se pravi, moje življenje do dana današnjega, in klovna v temu, bi to bilo to. Bi pravzaprav to, da rečem zdaj tako potih, bila moja